Danes se Slovenija nahaja v zelo težkem položaju. Zato je nujno potrebno ustrezno in energično ukrepati takoj. Tega se ta vlada zelo dobro zaveda, zato so tudi sprejeti ti varčevalni ukrepi in rebalans proračuna. Da ne bomo prihodnje leto dobili prisilnega upravitelja iz Bruslja, da se bomo lahko sami izkopali iz te finančne krize, bomo morali prav vsi dati svoj doprinos. Upokojenci bodo prav po zaslugi stranke Desus prispevali pri varčevanju še najmanj od vseh. Ker pokojnine niso socialni transfer, temveč pravica upokojencev glede na predhodno vplačilo v pokojninsko blagajno, Desus ne dovoli in tudi v bodoče ne bo dopustil, da bi se pokojnine zmanjševale, kar je na našo zahtevo zapisano tudi v koalicijski pogodbi. V letošnjem letu bodo pokojnine le zamrznjene. Korekture bodo zgolj pri višini regresa in bodo vezane na višino pokojnine. Še enkrat poudarjam, stranka Desus se bo zavzemala, da prejemniki najnižjih pokojnin ne bodo prizadeti. V privilegirane pokojnine, ki niso posledice vplačanih prispevkov iz minulega dela, so pa nadpovprečne, bi lahko posegli z varčevalnimi ukrepi. Varčevanje naj bi se namreč dotaknilo vseh, razen socialno ogroženih. Skratka, dejstvo je, da je vsesplošna gospodarska, finančna in družbena kriza presegla napovedane časovne okvire in bistveno povečala tudi svojo intenziteto. Da posledice le-te žal še vedno niso odpravljene, je nesporno. Bili so sprejeti številni ukrepi, eni bolj, drugi manj učinkoviti. Ker učinek dosedanjih prizadevanj ni zadosten, v poslanski skupini Desus menimo, da je uvedba paketa varčevalnih ukrepov nujna za rešitev iz krize. Hvala.